Pozdravljeni. Danes bomo skupaj skušali dobiti odgovor na vprašanje, katere 3 dirke na letošnjem koledarju so bile one najslabše. In odgovor bo morda presenetil marsikoga izmed vas. V sezoni 2025 smo lahko spremljali 24 dirk za veliko nagrado. In med temi vam bom danes predstavil tiste 3, ki so po mojem osebnem mnenju najslabše. Seveda v tej konkurenci ne bomo našli sprintov. Prvič zato, ker že po poimenovanju v Formuli 1 sprint ni dirka. Je nekaj drugega, je nekaj tretjega, ampak dirka zagotovo ni. Namreč dirka je tisto za veliko nagrado, ki jo spremljamo v nedeljo. In pika. In po drugi strani je verjetno mnogim izmed vas jasno, da ukolikor bi vključil še sprinte, bi bili ti zagotovo na prvih 3 mestih in zadeva sploh ne bi bila zanimiva. In po drugi strani moram poudariti, da se bom trudil biti čim bolj objektiven. Sam se zavedam nekega dejstva, da kolikor dirko zmaga naš favorit ali pa doseže dober rezultat, je dirka zanimiva, tudi če je bila v resnici zanič. In zato marsikdaj pride do različnih interpretacij, kaj je dobro in kaj je slabo. To, da je nek favorit dosegel dober rezultat, vsaj po mojem še ne pomeni, da smo bili priča dobri dirki. In verjetno bo marsikdo presenečen, ko bo spoznal tiste 3 dirke, ki sem jih sam izbral za najslabše leto. In začeli bomo s 3. mestom. Velika nagrada Monaka. Mnogokrat v preteklosti sem že pokazal, da pravzaprav velika nagrada Monaka po ulicah Monte Carla je nekaj posebnega za Formulo 1, kljub temu, da jo nekateri stalno kritizirajo. Ampak po ozkih mestnih ulicah je bilo težko prehitevati že davnega leta 1950. Torej, širina in dolžina bolidov tu nimajo kakšnega velikega pomena. Pa zakaj sem letos to dirko dal na 3. mesto med najslabšimi? Enostavno, iz enega samega razloga. Spomnimo se, da so letos zapovedali 2 obvezna postanka. In to z enim samim razlogom, da bi dirko naredili bolj zanimivo. In videli smo, kako zanimiva je bila v primerjavi s tistimi, ki so se dogajale v preteklosti. Verjetno marsikdo izmed nas je dobil upravičen občutek, da tisti, ki se je izmislil dvojni obvezni postanek, ni poznal dobro bistva Formule 1 in verjetno ga še danes ne. In treba je tu biti malce oster, ampak pošten. Dirka v Monaku je specifična in ni enaka nobeni drugi na koledarju. Verjamem
nekaterim ne bo všeč a priori, ampak drugi lahko vidimo marsikaj, kar preostali niti ne zaznajo. Ampak letos smo videli, kako v našemi realnosti sta samo dve stvari brezmejni, kot je dejal Albert Einstein. Ena je vesolje in druga je človeška neumnost. Čeprav o prvi niti sam ni bil preveč prepričan. A če smo imeli na tretjem mestu veliko nagrado Monaka, kjer konstantno slišimo kritike, predvsem glede na tipologijo proge, bomo videli, da na drugem mestu je proga, ki si jo verjetno marsikdo ni zamislil. Namreč na drugem mestu imamo veliko nagrado Japonske. Ampak kako Suzuka, klasična proga, ustavitev v obliki številke 8, legendarno prizorišče mnogih bojev svetovnega prvenstva Formule 1. In vse, kar sem do sedaj naštel, je res. Ampak je kdo izmed vas pogledal, kakšen je bil štartni razpored in kakšni so bili končni rezultati? Seveda tu lahko dobimo kar nekaj razlogov, zakaj smo bili priča res tako slabi dirki. Verjetno največji razlog je bil v tem, da pnevmatike v bistvu niso degradirale. In kot sem že mnogokrat dejal, če hočemo nekoga prehiteti, mora biti oni zadaj hitrejši od onega spredaj. Če imata oba približno enako dobre pnevmatike, do tega v današnji Formuli 1 ne pride. In na koncu smo priča dirki, kjer je bil najbolj razburljiv trenutek sam štart. Ne zaradi drugega, ampak zato, ker je verjetno komentator vreščal. In seveda zasluženo na drugem mestu velika nagrada Japonske, ki nam je dokazala, da tudi legendarna proga, legendarna postavitev je lahko dolgočasna in dirka je lahko slaba. Ampak verjetno marsikdo sedaj že ve, katera velika nagrada bo na prvem mestu. In seveda to je velika nagrada Katarja, kjer smo zopet videli tisti poizkus, da bi nekako umetno vpeljali dva postanka. Če lekcija iz Monaka ni bila dovolj, so se pri Pirelliju tokrat zmislili recimo temu zanimive zanke. Namreč zapovedali so življenjsko dobo pnevmatik, kjer ni bilo važno, ali je bila ta mešanica hard, medium ali soft, v vsakem primeru je imela življenjsko dobo 25 krogov, kar je bilo premalo, da bi lahko celotno razdaljo zvozili z enim samim postankom. In podobno kot v Monaku smo videli izjemno dolgočasno dirko. Za razliko od onega, kar se je dogajalo na ulicah Monte Carla, smo v Lozaju spremljali praktično dogajanje, ki je bilo enako nič. In še to na progi, ki ni namenjena Formuli 1 oziroma avtomobilističnim dirkam, temveč motociklističnim. In seveda marsikdo se je upravičeno spraševal, kaj dela ta postaja na koledarju svetovnega prvenstva Formule 1, medtem kot prizorišča, kot so na primer Imola, so letos imele zadnjič, vsaj za enkrat, priložnost organizirati
dirko Formule 1. In seveda tu bi lahko našli marsikateri odgovor, zakaj imajo v Katarju 10-letno pogodbo, kjer je na vrhu verjetno le denar. Ampak če pogledamo malce, kaj se je dogajalo na progi, velika nagrada Katarja z veliko prednostjo, ona najslabša. Ne samo zaradi pomanjkanja dogajanja, temveč predvsem zaradi tega, ker niso hoteli videti, na primer, tistega, kar se je zgodilo na veliki nagradi Monaka, da prisiljeno režirati 2 postanka, zato da bodo zadeve bolj zanimive, v bistvu ne gre. V Formuli 1 ne smemo gledati toliko na kvantiteto, ampak moramo strmeti za kvaliteto. Ampak tistim, ki je Formula 1 v bistvu nek pripomoček pri prebavljanju nedeljskega kosila ali onim, ki pred ekrani samo bleščijo, ta razlika verjetno ni prav jasna. Njim je bistveno, da vidijo mnogo postankov, kajti to pomeni več dogajanja. Videli smo letos, kako je bilo to res. A to je seveda moj osebni izbor tistih 3 dirk, ki so bile letos najslabše. Zanimalo bi me nekako izvedeti, katere so pa po vašem mnenju one 3, ki bi jih lahko vključili v ta spisek. A zato imate priložnost v pripombo. Kar se tiče našega prispevka, je pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.